Dober večer, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Mislim, da nocojšnja gosta ni treba posebej predstavljati, ker sta oba dva že tako znana in imata za sabo lepo kilometrino knjig, da ne rečem tudi zveneči imeni. Kot lahko vidite, sem jaz v enem takem neobičajnem plašču danes, ampak to pa prepuščam Mirtu Komelu, da razloži, preden se spustimo v knjižne vode nocojšnjega pogovora. Bom poskusil biti kratek, ampak najprej tudi dober večer in lepa hvala, da ste nocoj z nami. Ta moja ideja, da pustimo Ano v tem delovnem varnostnem tašču, pač izhaja iz tega, da smo jo tako pobrali na poti samo v Novo mesto iz Ljubljane, ker se je pač avto pokvaril in je kot dober državljan se oblekla tudi v to vidno obleko in tako je ostala celo pot tukaj in sem rekel, to je dober outfit, dobro, kako bi rekel, gledališki pripomoček. Sploh zato moja ideja je izhajala pa preprosto iz tega, da na obletnici Akademije za likovno oblikovanje in umetnost v Ljubljani, ki je potekala pač dober mesec nazaj, je bil koncept tega slavnostnega obeleževanja ta, da je voditelj Boštjan rad bil oblečen v delovno tuto in tudi cel koncept na odru je bil ta, da je tudi umetniško ustvarjanje delo. Ne? In to je pravzaprav cela poanta, ki mislim, da lahko vsi trije, ki delamo v kulturi, v umetnosti, pritrdimo. Ne? Torej, lepo pozdravljeni še enkrat, draga delavca v kulturi, če začnemo z eno tako stvarjo. Nocoj smo tukaj da bi spregovorili o dveh delih. Obe deli sta označeni kot romana, čeprav bi se o tem dalo razpravljati in prav gotovo bomo o žanrskosti obeh del še razpravljali. To je delo, ki je smo Svetlane Slapšak in črepinja Mirta Komela. Zagotovo pa se bomo sem pa tja navezali tudi na njuni pretekli knjigi in sicer na Šolo za delikatne ljubimce, kaj ne, in na Akilesa. Ker ugotovili smo namreč, da je ta v dveh zastojih, ko smo prihajali sem. Smo namreč prišli do te zelo zanimive ugotovitve, da se te 4 knjige nekako križno povezujejo, da se delo, kje smo, pravzaprav bolj navezuje na Akilesa in da se morebiti črepinja bolj navezuje na Šolo za delikatne ljubimce. Ampak to je zdaj že, kako naj rečem, širši pogled na celoto. Da zaorjemo torej naravnost. Kaj imajo vse 4 knjige skupnega? Mislim, da je to že takoj očitno, to je seveda Grčija. Oziroma natančneje grškost, grška kultura, grški jezik, grška mitologija, seveda. Zdaj, zelo široko vprašanje bi bilo, zakaj ravno Grčija? Ampak po drugi strani to ni vajin prvi ekskurs tukaj, oziroma Mirt, zate moram še vprašati, ali je bil Akiles mogoče prvo spogledovanje z Grčijo in na kaj te je to navezalo. Za vas, Svetlana Slapšak, pa se mi zdi, da z grškostjo pravzaprav živite že tako zelo dolgo, da bi vam raje zastavila vprašanje vračanja k grškim mitom. Odkot ta čar grških mitov, ta večna potreba po obujanju teh mitov in ponovni, ne bom rekla razlagi, ampak ponovnem pripovedovanju teh mitov? Kar so provokativni. Zelo enostaven odgovor. Ni nobenega mita, ki je stereotipen. Vsak mit ima, seveda so stereotipni elementi, seveda je stereotipna tehnika, kako nastajajo miti. Seveda je tudi pripovedovanje mitov stereotipno, ampak grški miti, za razliko od mnogih, ki jih poznamo, mnogih mitologij, se ne nanašajo na neko skupino, ki bi nekaj verjela. Nasprotno, večina teh mitov pravzaprav nas poučuje, da ne verjamemo. Da verjamemo neki drugi sili, nekem drugem elementu, kot je Bog, in da pač realnost gledamo iz različnih možnih točk
In pravzaprav je grški mit nas poučuje svobodi. Svobodi opredeljevanja in predvsem svobodi, da premišljujemo kritično, kar ponuja te možnosti, ki so občasno tragične, občasno pa ironične in tudi sarkastične. Nekateri miti so odkrito sarkastični in nam dajejo modele nenavadnega mišljenja, ne običajnega, ne zdravega razuma, nikakor ne. Zdrav razum ne obstaja v grških mitih in to je morda ta prvi element, ki je zame bil privlačen. Mirt, zate pa je sledilo vprašanje, kaj pa tebe privlači na tej grškosti, recimo, da smo malo zožili. Kaj je tebe pritegnilo v to grško zgodbo? Je veliko stvari, ampak v prvi vrsti grške plaže, ne, kjer se dobršen del romana Črepinja odvija in kjer se tudi dobršen del mojih poletij odvija. Že 25 poletij hodijo z ženo v Grčijo. Ideja je, da do smrti obiščeva vse grške otoke, vsaj naseljene, no vse dvomim, da je to človeško mogoče. Še Odisej jih ni v enem izmed grških mitov. Poleg tega pa seveda dobro, po formaciji sem filozof, nihče ni popoln, upam, da mi upravičite to. In kar se filozofije tiče, ki ima začetke seveda v Grčiji, je skoraj nujno, da človek tudi se vsaj seznani, da tako rečem, z starogrščino, ki sem začel pač študirati po študiju, nekaj med študijem, ampak po študiju avtodidaktično. In potem seveda novo grščino, ki jo že samo z bivanjem v grščino se tako ali drugače se jo naučiš. Tudi če se ne bi hotel, bi se naučil, ampak recimo, da sem z bolj aktivnim pristopom, kot so avantgardnih učnih pristopov, kot so branje stripov, naprimer v grščini, ne, to je zelo dober način, ali pa gledanje televizije, sem se tudi nove grščine naučil in to je meni pač zelo lep jezik in dejansko ustreza temu, kar je Svetlana glede mitov rekla, tudi grški jezik je jezik svobode. Začenši s tem, da to je izjemno poetičen jezik, kjer se v resnici je zelo malo stavkov, ki mi lahko tako zakoličiš pomen. Ne? Pač grški jezik je, če uporabim nabokovsko metaforo, ne, je metulj, ki se ga ne da z bucko prbiti dol in reči, to pomeni. Ne? Grški jezik, grške besede so zelo volatilne, zelo izmuzljive, natanko zato je to jezik svobode za moje pojme, ker ni tako fiksen, sistematičen, rigiden kot naprimer latinščina, ne, iz katere potem večina evropskih jezikov izhaja. Ne. Tako da ta ljubezen do grškega jezika, se mi zdi, da je velik moj ta motivator tudi poleg plaž pa drugega za Grčijo. Ker ste, mislim, na eni strani nekdo, ki ima očitno ljubezen do grških stripov in plaž in do učenja jezika, na drugi strani, gospa Svetlana, vi ste klasična filologinja, ne, po izobrazbi. Čisto tako, kako se je pa recimo grški jezik skozi ves ta čas spreminjal pravzaprav, zato ker ravno v tvojem romanu Črepinja ne obstaja en tak moment, da so ljudje, ki govorijo staro grščino, neprestano v zadregi, ker se v novi grščini ne znajo najboljše sporazumeti. Ja, nikakor se ne morejo sporazumeti. In moje doživljanje Grčije je pravzaprav povezano prav s tem in jaz sem po orientaciji lingvistka in sem disertacijo in magistrski del iz lingvistike, grške, zgodovinske lingvistike in do evropskih jezikov. In pa zame je grščina jezik, v katerem je možno izraziti vse. In to vidimo na tem, da danes, ko tehnologija, vse napreduje ogromno, večina novih znanstvenih in drugih tehnoloških terminov se izvaja iz grščine in latinščine, da bi bilo bolj razumljivo latinščina in potem grščina, ki opredeljuje točno funkcijo. Ne? Torej, enostavno ni zadeve na tem planetu, ki jo ne bi lahko izrazili z grščino, ki je tudi najstarejši evropski, zahodni, srednjeevropski, centralnoevropski napisani jezik, ki ga poznamo. Torej, on se razvija, imamo njegovo evolucijo od recimo 3000, 5000 let pred našim štetjem do danes. Je to isti jezik.
ki se seveda spreminja in te spremembe so fascinantne. In meni se je v mojem življenju točno trenutek, ko se je moje življenje spremenilo za vse čase, je bilo, ko sem študentka, po izkušnji 68. leta in vse ostalo, sem rekla, dosti revolucije, gremo v znanost in sem šla na državno štipendijo v Grčijo, sem dobila potni list, ker so mi ga predtem vzeli in pa sem doživela to, da sem na dan, ko sem jaz hotela videti arheološki muzej, recimo 3. teden mojega bivanja v Atenah, to noč se je zgodilo, študenti so bili v uporu in to noč so tanki udrli v Politehniko in pobili, še danes se ne ve koliko študentov. Jaz sem tam bila do recimo 5 minut preden se to zgodilo, ker me en policaj me je izvlekel in videl moj potni list in me je pač ven vrgal iz tega kroga Politehnike. Namreč muzej je do Politehnike. In seveda na mesto muzej sem jaz šla že spet v revolucijo. Torej, imela sem to doživetje, da sem vse razumela, kar je bilo napisano in nisem razumela niti ene izgovorjene besede. Ker je izgovor seveda popolnoma drugačen. In seveda, da ne govorimo o detajlih, manj padežev in tako naprej, je veliko bolj enostavna novogrščina. Ampak če znaš staro grščino, potem je pa res problem. Razumeš, ampak to ni to. Tako da na tem je pač sem se opredelila za novo Grčijo in tudi, veste, nekaj zelo pomembnega in to bo Mir zelo dobro razumel. Grčijo imam rada in pa obenem pa sovražim te stereotipne ideje o lepoti, klasične Grčiji, ki je nad drugimi, ideja demokracije nikoli ni bila aplicirana v Evropi, neposredne demokracije. Mi še danes hrepenimo za tem, da imamo neposredno demokracijo, pa je ne moremo, ne dajo nam realizirati v trenutku, ko se parlamentarna demokracija pred našimi očmi razpada. Torej, Grčija je, če hočete, da si upornik celo življenje, ni drugega. Tudi na plaži. Se absolutno strinjam in se pridružujem tej refleksiji glede recimo politike, da so te epizode v zgodovini Grčije, grških polisov, ki so absolutno neskladne s to splošno idejo o Grčiji, tudi ne samo to kičasto idejo grške estetike, ampak tudi kičasto idejo grške politike ali demokracije, ki ima neke momente, ki so tako radikalno nezdravo razumski, kot naprimer to, vsi recimo, verjetno tudi poznate, ker je to cirkulira kot eden izmed bizarnih zadev grškega polisa oziroma atenskega polisa in to je ostrakizem. To, da so oni pisali ne koga bojo izvolili, ampak koga bojo izgnali iz države. Se pravi, niso na volitvah volili, kdo se jim je zdel najboljši ali vsaj najmanjše zlo, ampak so največje zlo izganjali iz države s neposrednimi volitvami. Na drugi strani, kako so sestavljali vlade? Z žrebom vseh polnoletnih državljanov. Zdaj pa si predstavite v Sloveniji, da bi parlament sestavljali iz vseh slehernikov državljanov na žreb. Zakaj? In tle smo nazaj na področju mitologije, zato ko so zaupali bogovom. Da bo to naključni žreb vseh polnoletnih državljanov že proizvedel neko vlado, ki bo znala voditi zadeve ali ki bo vsaj dovolj odgovorna, da bo lahko razmišljala onkraj lastnih partikularnih interesov za obče dobro. No in en recimo izmed teh detajlov, tega sem se hotel navezati še na ta kratek stik nove in stare grščine, ker moja izkušnja je bila podobna, čeprav veliko manj revolucionarna kot Svetlanina, da sem tudi v prvih letih potovanja v Grčijo poskušal seveda z staro grščino komunicirati z modernimi Grki in to je bila ena serija zelo komičnih nesporazumov, kaj ti izrečeš v stari grščini, kako je razumljeno in potem, ko ti govorijo nazaj, ko se ti zdi, da govorijo skoraj turško, ne pa grško po zvočnosti, po fonetiki in potem imaš te zelo zabavne stvari, kot je Svetlana rekla, ker ti lahko prebereš stvar, ampak ne zares razumeš. Naprimer, potujete po Grčiji in imate ogromno trgovin, pa kombijev, pa avtomobilov, privatnikov, SP-jev, na katerih piše idiotes.
To v stari Grčiji je seveda povedno označevalo nekoga, ki se ne ukvarja s politiko, dobesedno pomeni tisti, ki je enak sam sebi in označuje nekoga, ki je dobesedno privatnik, ne? Nekdo, ki se ne ukvarja z skupnimi javnimi zadevami. In nekaj takega pomeni tudi v moderni grščini, čeprav s tem odtenkom, da so to preprosto pač SP. Ne? To je direkten prevod tega idiotes. Ne? In to je samo en izmed mnogih teh kratkih stikov stare in nove grščine, kjer se ti potem preslikajo stvari na zelo bizaren način. Ja, še hujše, ko vidiš kamion, na katerem piše idiotiki metafora, idiotska metafora. Vse odgovarja, ampak pomeni privaten prevoz. In pa še ena seveda, ki me je zelo, zelo zabavala na začetku, katharsisa, ne? Neka zelo, zelo neugledna stavba in na njej piše katharsis, kemično čiščenje. Kemična čistilna, to so pač te, ne? Ti štosi, ki se dogajajo vsakemu, ki se sreča v Grčiji s tem. Ampak je nekaj še zelo pomembnega. V sami Grčiji obstaja kultura, subkultura, ki je tako močna, ki je tako kritična do tiste visoke kulture, ki je tako antiameriška, antievropejska v osnovi, ki je tako samobitna, tako globoka in seveda prihaja iz Male Azije, po izgonu Grkov iz Male Azije 22. leta prejšnjega stoletja in to je rebetska glasba. In rebetska glasba je tako dragocena in tako dobra, enaka džezu, nikaj. Džez je ameriški, rebetska glasba je evropska, pa vprašajte Evropejce, koliko vedo o rebetski glasbi. In to nima veze tisto popularizirano trash grško glasbo, ki vam ponujajo v letoviščih, to je čist druga glasba, ki izraža globoke socialne nemire, upor, sovraštvo in vse druge občutke, ki absolutno niso za lahko glasbo. So pa bili to vse občutki, ki so na nek način, ki jih lahko najdemo tudi v grških mitih. A ne? Vsi ti občutki, ki so se potem nekako potlačili in predrugačili. Zdaj smo zelo na široko nagovorili to naše grštvo in mogoče je čas, da gremo na bolj konkretne zadeve in konkretno vseeno nagovorimo dve knjigi, ki jo imamo nocoj pred sabo. Kot sem že rekla, prva je knjiga Svetlane Slavšak, Kje smo, druga je Črpinja Mirta Komela. Mirt, ti si z omembo ostrakizma na nek način že nakazal ta črepinasti, črepinski, fragmentarni element, ki ga je najti v tvojih zgodbah, ampak mislim v tvojem romanu, se opravičujem, ampak do tja še pridemo, ker jaz bi mogoče spet začela malo širše. Ena stvar, ki se mi zdi, da obe knjigi vseeno povezuje, je ta ideja potovanja. Vaš tekst, Svetlana Slapšak, Kje smo, ki je označen za roman, ampak hkrati, zdaj smo spet pri tistem vprašanju, to ni čisto zares roman, se začne z mitom o argonautih in o tem, kako so pravzaprav argonauti ladjo Argo, če se ne motim, razstavili v Ljubljani in s tem postali na nek način mitološki ustanovitelji Ljubljane in jo potem po kosih odpeljali dalje. Ne? In ta, kako bi se temu reklo, konstitutivni mit nečesa se začne s potovanjem. Tvoj junak Mirt se odpravi na dolgo pot, na dolgo pot v Grčijo, kjer se predrugači. In zmeraj je tukaj v ospredju, se mi zdi skupna točka obeh del, da je ideja predrugačenja človeka. Potovanje predrugači človeka. Odkot to izvira? A je to še vedno nekaj? A je to nekaj, kar je veljalo samo v preteklosti? Je to nekaj, v kar verjamemo še danes? Kako je s potovanjem nekoč in danes? Prvo, kar bi rekla, v mojem primeru je potovanje oziroma prehod, a ne prehod, je nasprotje idej prednikov, mi smo tukaj, zmeraj smo tukaj bili, tukaj obstajamo, drugo ne obstaja. Če hočete, je zoper provincializem, zoper lažni patriotizem, zoper zaprtost. To je ta osnovna ideja. Ne? In ko sem izbrala mit o argonautih, sta dva razloga. Eden je, da so
intelektualci iz teh koncev v 17. 18. stoletju, Valvazor kot prvi, ne, oziroma kot drugi, tretji, imeli to idejo, da so argonauti prišli in so naši predniki. In to seveda daje elitnost celotnem primeru. In so pravzaprav starejši od Rima in so starejši ne vem od česa in vse ostalo. To nam daje, pa, če hočete, to elitistično kvaliteto tukaj. Prav primer argonautov. In drugo je pa en veliko, veliko bolj simpatičen in širši publiki manj znan fenomen, in to je Igor Lah, slovenski matematik, ki je na osnovi podobe argonautov naredil eno enačbo. Moram priznati, da nisem nikoli dojela do konca te enačbe. Ona je osnova ene tehnike v kompjuterski tehniki danes, in to je vpisovanje slik in podatkov v en delček kompjuterske informacije, in to se imenuje steganografija. In naslov knjige je Kje smo ljubljanski steganogram, ampak ta steganogram ni nekako odomačen, ko se govori o knjigi. In ta genij matematični, ki je res Lahove številke, so danes osnova te cele veje kompjuterske znanosti, ne. In pa sem vzela to njegovo idejo o argonautih za osnovo, za racionalno, za razumsko, za kritično osnovo te zgodbe, ki sem jo hotela povedati o Ljubljani, ki naj bi bila mesto prehodov. Greš v Ljubljano, prineseš nekaj, odneseš nekaj, vrneš se, prineseš, odneseš in tako naprej, z številkami seveda. Tako da to je nekako bila ideja, ampak vsekakor pobeg od provincializma, od lokalizma, od te utečenosti, če hočete, na katero nas danes mnogi hočejo ne samo prepričati, ampak nas hočejo reducirati na to zadevo. Ne? Jaz sem se hotel navezati samo na ta del, da v potrditev tezi, da smo potomci argonautov, vedno navajam horiški H, ne? Ki si ga delimo z Hrki, ki izgovarjajo H ne na trdi, ampak mehki način. Ne? Logos, na primer, je po grško pravilna izgovorjava, in v tem oziru je nekaj te fonetike mogoče priplavalo še na goriške konce, in naključno je bil del, da tako rečem, sodobne mitologije gradnje Nove Gorice, ne? Tudi hotel Argonauti, ne? Ki je bil prvi hotel v Gorici, ki je imel to idejo arhitekturne uprizoritve te ladje Argo, ki je prav tako kot ladja Argo bil razstavljiv in tudi razstavil se je potem. In pred tem hotelom so potem, danes je to Casino Perla, ne, v prenovljeni stavbi, ki prav tako ima še vedno en element te ladje Argo, je ta špica z minitem bazenom. Jambor misliš, ne? Pa v tisti bazenček ima vedno to valovenje, da zgleda, kot da pluje, ne. Mislim, ima v miniaturki. Tisto, kar so pa podrli, kar je bilo zraven narejeno ladje Argo v tej arhitekturni prizoritvi, je bila pa sončna ura, ne, ki je bila takrat tam postavljena, dokler niso lokalni prebivalci, seveda takratni Goričani, ugotovili, da sploh ne kaže pravilnega časa, so se spraševali zdaj, a so narobe mehanske ure, pa je ta pravilna, ali morda je arhitekt se malo zmotil in da sončna ura ne kaže pravilno, in potem jo je avtor preimenoval v sončno skulpturo. Ne. In to je mogoče zelo lepa metafora tistega, kar si ljudje predstavljajo običajno v Grčiji, pa to, kar Grčija dejansko je. Ne? Mislim, imam idejo, da je to neka zelo natančna kultura, v resnici pa je to sončna skulptura. Zdaj, glede potovanja, da se vrnem na tvoje vprašanje. Ja, zato, ker tukaj mogoče lahko poveva malo več zgodbenosti, ne? Ker kot bomo kasneje še nagovorili, delo Kje smo je v resnici zelo fragmentarno in ima več izhodiščnih točk, ki se potem povezuje v celoto na en čisto drugačen način, kot na primer v romanu Črepinja, ki pa ima svojo zgodbenost, ki ima na nek način svojo ciklično strukturo in kjer se mi zdi, da ima mogoče potovanje vseeno eno majčkeno drugačno vlogo, kot na primer pri Kje smo. Ne, mislim, ena je to, kar si lepo zapazila in
dejansko druži, ne vem, je to, kako bi rekel, osebna deformacija, ta cikličnost, druži tudi z strukturo Akilesa. Ampak ja, ima tako kot sonce, ki naredi krog okoli zemlje, kako so takrat smiselni. Ima tudi ta zgodba pač neko zelo ciklično strukturo, da se na koncu znajdemo na istem krovu ladje, ki je pač like protagonista in druščino, študentsko druščino, študentov arheologije pripeljala v Grčino, v Grčijo jih potem tudi odpelje seveda nazaj, ampak vmes se je marsikaj zgodilo. Ne. Oni sami so se pač predrugačili. In to je mogoče osnovna ideja tudi grškega razumevanja tega, ne, ker običajna predstava je, da mi dobimo linearni čas šele s Kristusovo smrtjo po krščanstvu in da takrat začnemo šteti leta in se zavedamo, da čas pa ni krožen, ampak da gre v ravni črti. Ne. Niso stvari pač tako preproste. Pri Grkih cikličen čas je tisti čas, na katerega je vezan predvsem kmet pa poljedelstvo, vse, kar je pač pripada naravi, ampak čas duha je pa malo drugačne narave. Ne? In če se je kakšen narod v zgodovini zavedal lastne smrtnosti, so to bili Grki in priča te zavesti je natanko njihova obsesija z nesmrtnostjo, z večnostjo, h kateri so stremeli potem skozi politiko, skozi vojskovanje, skozi umetnost, skozi filozofijo nenazadnje. Ta dobesedna obsesija, ki je porodila potem vse te velike dosežke, ki jih mi cenimo. Glede na te, ko bi rekel, tehnike potovanja, ne, mislim, da najlepši način za prist v Grčijo ni, če ima človek čas, ni z letalom, da priletiš direkt tja, zato ker to izgleda, kot da bi se usedel v en časovni stroj in se teletransportiral v nek popolnoma drugačen svet, recimo, če letiš. Ne, 2 uri, ne vem, danes si v Novem mestu, 2 uri in si, dobro, plus avtocesta, se pravi 4, in si v Grčiji, in si v Grčiji in je popolnoma nov svet. Meni se mi zdi, da najlepši način za iti v Grčijo je s trajektom z ladjo, kjer rabiš dan in pol, ne, ki te tako rekoč aklimatizira in psihično pripravi na to, kaj Grčija je. In Grčija je že, se začne od trenutka, ko stopiš na krov. Zato je tudi skoraj tretjina romana v bistvu se dogaja na ladji. Preden sploh pridemo na grška tla. Osnovna pa ideja je preprosto ta študentska praksa / ekskurzija v Grčijo, zato ker sem pač imel kot v svojih univerzitetnem poklicu, sem dolga leta pač s kolegi smo vodili ekskurzije študentske, sicer znotraj našega študijskega programa kulturologije v različne kraje, nikoli v pač Grčijo, tako da sem ta recimo študentski del, kaj pomeni to, da grejo skupaj profesorji pa študenti in poskušajo udejaniti ta ideal, grški ideal akademije kot skupnosti učečih se in poučujočih, navezal pač na arheologijo, ki sestavlja seveda velik del izkušnje Grčije, ne, kjer seveda sem tudi posod, kamor gremo v Grčiji, obiščemo vsa arheološka najdišča, obrnemo vsak kamen, kakor se reče v prozaično, in tudi vse arheološke muzeje. Je pa res, da nisem šolan arheolog in zato sem dvojno hvaležen tako Svetlani kot Božidarju, da sta dobrovoljno prebrala ta roman v eni izmed zgodnejših verzij in mi vsak svojo ekspertizo pomagala, da sem ga naredil kolikor toliko verodostojnega tudi iz tega vidika, v katerem nisem bil domač, tako da hvala še javno, poleg Ekskurzija arheologov torej na iskanju skrivnostnih zakladov, ki jih Grčija še vedno skriva. Tvoj tekst pravzaprav, Mirt, je zelo intertekstualen. Večkrat se navezuješ na znane grške mite, na grško filozofijo, na grško literaturo. Vse je na nek način precej prepredeno, ne? Tudi tvoj junak te stvari pogosto citira in eni izmed likin je ime Medeja, kaj ne? In tudi najljubše poglavje meni osebno najljubše poglavje v Svetlanini knjigi, ki je moje natanko poglavje z naslovom Medeja. Kakšno naključje? Kakšno naključje, da govorimo ravno o Medeji, ne? Ki je, more biti, kako bi rekli, a zveni pretirano
če rečem, da je to mogoče eden od bolj nerazumljenih likov grške mitologije. Vi imate krasno to razloženo, ravno v tem odlomku, v delu, kje smo pravzaprav, kako je Medeja na nek način postala, pa upam, da ne bo pretirano zvenelo, eno tako znamenje neke histerične, maščevalne ženske, ne, predvsem. Medtem, ko so bili razlogi za njeno delovanje povsem drugačni, kaj ne, znotraj širšega mitološkega konteksta. Eno je seveda sodobna interpretacija in sodobna interpretacija nas zavaja, ker Euripid je preveč sodoben. Njegov opis ločitve, težke ločitve je neverjeten. To je pa res dialog med Jasonom in Medejo, je nekaj, kar lahko zamislimo v nekem stanovanju tukaj. To je pa res tako sodobno, tako očitno, tako psihološki rafinirano in jasno, da pač enostavno je to naš čas. Na drugi strani pa je motivacija oziroma akcija Medeje nekaj, kar je res 4., 5. stoletje pred našim štetjem in še prej, veliko prej. In to je, da edino žensko maščevanje je udarec tistem krogu fantazm, ki jih je patriarhalni moški proizvajal zase. In ena od teh fantazm so moški potomki, sinovi. Sinovi so simbol nesmrtne možatosti. In ona udari tam, ubije sinove. Ne? Ker ona je lastnica njihovih življenj kot mati. Njena pravica je močnejša. In zaradi tega jih ubije, ker edino to lahko pač Jasona dotakne. Ne? Edino to ga lahko uniči. Tako da v tem smislu je Medeja, za razliko od te sodobnosti, ločitve in odnosov dveh, ki sta preživela skupaj veliko, in imamo moža, ki zdaj ima novo kariero, novo nevesto in pač nove možnosti, ne? In mu je malce preveč, da ona ima takšne težave s to ločitvo. Ne? Res, primeri hinavščine so čisto neverjetni, jasno. In pa ona pa se maščuje res nekje iz 2. milenija pred našim štetjem. To je čisto druga zadeva. Ne? In to moramo razumeti. In na drugi strani pa Medeja s tem daje model prihodnosti. Kako bodo ženske delovale v prihodnosti? Bodo imele pravico do maščevanja, bodo imeli pravico do popolne destrukcije patriarhata, bodo imeli pravico do otrok in tako naprej in tako naprej. To so zadeve, ki so zelo moteče. Morate preskakovati iz ene epohe v drugo, razumeti mitične razlage in sodobno psihologijo, ker Euripid je pravi Freudovec. To nekaj. On pa res razume vse. In če lahko med temi ogromnimi preskoki razumete njene motive in njeno pozicijo, potem pa res ona je model neke ženske enako daljše preteklosti in neke prihodnosti. Mir, tvoja Medeja ni niti maščevalna, temveč ima nekaj teh potez, ki jih je zdaj opisala gospa Slapšak, pravzaprav na nek način nastopi odrešiteljsko, s tem, da tukaj moramo povedati tudi tisto, ne, kot en tak, kako se reče, kako se disclaimer reče v lepi slovenščini. Preden bomo to pretuhtali, bo minil še cel večer, tako da mogoče samo razkvarnik, opozorilo. Ne. To je namreč knjiga, pri kateri ne smemo preveč izdati. Se mi zdi, ker ima vseeno ta element presenečenja, ampak se verjetno s tem, da malo spregovorimo o tvoji literarni Medeji, vseeno ne povemo preveč. Ne, mislim, lahko rečem to v splošnem okviru, se mi zdi, da ne razkrijemo preveč, če rečemo, ok, ta prva tretjina je klasični akademski roman, s čimer mislim slovenski, morda malo zgrešeni slovenski prevod tega, čemu se v ameriškem žargonu reče campus novel. Campus novel je en žanr, ki se dogaja v akademskem miljeju in kjer se lahko dogaja marsikaj, tudi recimo umori. Meni zelo ljuba Donna Tartt je na primer napisala enega izmed najboljših romanov 20. stoletja, to je The Secret History, skrivna zgodovina, ki je campus novel, kolikor je dogajanje umeščeno v univerzitetni kampus.
v tem oziru je še zlasti prva tretjina, cel roman v resnici, kampus novel ali akademski roman, kolikor je seveda osredotočeno na to skupino študentov in profesorja in njegovega asistenta. V drugem delu gremo v ta del, recimo arheološki, ki pripelje do najdenja te črepinje. Tretji del je pa poskus pisanja detektivke brez umora. Mislim, da tako, to se da na kratko reči, brez pretiranih kvarnikov, ne? Da razkvarimo kvarnike. In vloga Medeje tukaj je v bistvu, moram priznati, no, najprej to, da ne razumem žensk, ne? In to kljub temu, ali prav zaradi tega, ker sem študiral teoretsko psihoanalizo, Freuda pa Lacana, mogoče da to me inhibiralo pri tem razumevanju žensk in da mi je morda Medeja fascinantna, Euripidova Medeja, natanko zato, ker je ne razumem. In ne samo, da ne razumem Euripidove Medeje, tudi svoje lastne Medeje ne razumem. Ta lik je mi zelo pri srcu, natanko zaradi tega, ker je bil večkrat tudi predelan, zelo sem bile dragocene tle ženska branja, da sem poskušal malo oblikovati neko čim bolj, recimo temu, resnično žensko, če obstaja resnična ženska kot taka. In mislim, da Euripidova Medeja je najbližji približek tega v vsej svoji protislovnosti, odločnosti, krutosti in še zlasti v teh dveh elementih, ki jih recimo Svetlana vedno poudarja pri svojih ženskih likih, in to, da so bile izjemne tako po lepoti kot po pameti. Ne? To mi je ves čas bilo, ne, da hvali pamet ženske, ki se potem pokaže na ravni nekih dejanj. Ne? In Medeja dejansko nekaj spremlja tega protagonista nesrečnega, dejansko potem odigra ključno vlogo v tisti zadnji detektivski tretjini. Več kot toliko pa mogoče ne bi, razen tega, da smo jo seveda tudi oblikovalsko postavili na naslovko in da lahko njen fragment tudi vidite tam, ker je to, kako bi rekel, človeški ekvivalent tiste črepinje, ki je sama fragment in okoli katere se v bistvu celoten roman vrti. Skratka, je tudi žanrsko gledano seveda ljubezenska zgodba, obvezna, zato ker je tudi Grčija ne samo dežela svobode, ampak tudi posledično bi lahko rekli ljubezni, kolikor je ljubezen lahko samo stvar svobodnega pristanka dveh ali več ljudi, tudi po grških standardih. In v tem oziru mi ni napačno reči, da je to pač tudi ljubezenska zgodba oziroma prozaično rečeno ljubič in da konec koncev, če smo že omenili Freuda, ne, ljubiči in krimiči grejo z roko v roki. Ne. Pač Eros in Thanatos, ljubezen in smrt, to so dve plati istega zelo človeško predčloveškega problema, ki ga pač ta dva žanra na različne načine obravnavata. Plus, glede na to, da so se pač v zadnjem času še zlasti ženske, kot so Donna Tartt, Gillian Flynn, pa še zlasti meni tudi izredno ljuba Tana French, ki jo imate zdaj že drugi prevod v slovenščino tukaj pri Gogi izdano, da so v bistvu, da ženske pišejo najboljše detektivske zgodbe, mogoče pa čas, da se moške preizkusimo v ljubezenskih romanih. No, saj to bi bilo tudi neka oblika cikličnosti, ne? Ampak Mirt, ne morem mimo tega, da si vseeno za oblikovanje ženskih likov, oziroma ko si rekel, da žensk ne razumeš, a pa si vseeno ravno Freuda in Lacana navedel, a ne misliš, da je to problem, da ti dva moška govorita o tem, kako razumeti ženske? Jaz in Ana se poznamo iz goriškega okolja, vem, da sem stopil zdaj na zelo delikaten živec s psihoanalizo. Samo še vprašanje časa je, kdaj bo nastopil tisti horiški ne, skupaj z Argonauti, to je zdaj že to. No, ampak sej ti si zdaj zelo lepo razložil, kako pravzaprav, kaj pravzaprav je črepinja, ne? Ker po drugi strani zdaj je pa končno čas, da nagovorimo to, kaj pravzaprav je ta tekst, ki ga imamo pred sabo, ki je smo. Ženskih likov je tukaj za razliko od Medeje
vseeno veliko, a ne, Medea, ki je ena, tukaj jih je pa kar precej in izhajajo iz različnih zgodovinskih obdobij. Pokrivajo tudi, pa ne samo ženske, ne, seveda imamo tudi moške like, vse je zelo prepledeno in prepleteno. Ne gre zgolj za cikličnost, gre za neko popolnoma drugačno dojemanje časa, za neke vrste soobstajanje različnih časovnih, kako bi temu rekli, časovnih linij, za njihovo prepletanje in hkrati tudi za vračanje k temu, kar ste vi nekoč že nagovorili, in to je to vprašanje miturgije. Razlaganje, mogoče je najboljše, da vi poveste, kaj je miturgija, da se ne bom jaz kaj preveč zapletala tukaj. Ja, to je enostavno manipulacija z miti oziroma način, kako zahvaljujoč tehniki, mnemotehniki, ki sta jo odkrila dva ameriška znanstvenika, Millman in Lord, posebej pa Lord, in to je, da pravzaprav ustna tehnika, ta možnost, da ti kar tako brez teksta izrecitiraš 15,000 verzov na določeno temo, kar je še danes na Balkanu praksa, ne, pa tudi na celem Mediteranu obstaja in tudi v arabski kulturi, da je to pač zato, ker imaš v glavi pač rezervoar, trezor, iz katerega izvlečeš motive, ki se lahko povežejo na določeno zgodbo. Torej kombinatorika zgodba, ne. In ta kombinatorika zgodb, to pač del znanja, del spomina in potem pa del tudi talenta. Pač vse zmešano in potem pa dobiš ustno književnost, takšno kot je Homer, kot so balkanske narodne pesmi in tako naprej in tako naprej. O tem govorimo, ne. Ampak to, kar sem jaz tukaj primenila, je pač umetniško doživetje takšne tehnike. Torej modreci, intelektualci helenističnega obdobja po Aleksandrovi smrti, ko je antični svet, ki je bil ogromen od Indije do Gibraltara, morda tudi več, pa dober del Afrike, če ne celotna Afrika. V tem svetu je jezik pismenosti in kulture bila grščina. Ampak so vsi govorili tudi latinščino pozneje, ko je prišel Rim, in pa svoj jezik. Torej vsi so po definiciji bili multilingvalni. Ni bilo možno govoriti samo en jezik, če si hotel živeti v družbi. Družba je bila multilingvalna in to je nekaj, kar Evropa šele počasi prihaja do tega, ne, do svojega modela pravzaprav. No, in v tem kontekstu seveda mešanje kultur in vsega ostalega, ne govorimo multikulti, nasprotno. To ni mešanica, ki je ravnopravna. Sploh ne. To je mešanica, v kateri eni zmagujejo, drugi pa izgubljajo. No, vsekakor v eni takšni kulturi, v enem takšnem kontekstu se potem razvija zgodba in antični intelektualci helenističnega obdobja so se radi pogovarjali, medsebojno citirali, povedali zgodbe, dokazovali svojo modrost, ki so jo črpali iz ogromnih knjižnic, ki so jih imeli na razpolago, ogromno znanja. In ta mešanica znanja, talenta, duhovitosti, šal, tudi nizke duhovitosti občasno, njo je Bahtin, Mihail Bahtin, ruski teoretik, prvi teoretiziral in vzel antično ime Menipska satira, po avtoru Menipu, od katerega praktično ni nič ostalo. Ampak gre za mešanico komunikacijskega sistema, v katerem pametni ljudje z veliko znanja medsebojno razmenjujejo zgodbe, verze, retoriko, stil, šale in vse to medsebojno kombinirajo kot dialog. To ni več platonski dialog, v katerem nekdo izteruje resnico, ne, in jo dobi na koncu, Sokrat namreč, ne, kakor ga Platon opisuje. Ampak to je nekaj, v čemer vsi sodelujejo, zelo različni ljudje, oficiri, rimski oficiri, grški učitelji, potujoči učitelji, občasno tudi hetere z njimi, ne, ta moja najnovejša knjiga govori točno o tem, o odnosu hetere in filozofa. Torej, neka svobodna komunikacija, v kateri je pomembno nekaj, kar mi imamo pri roki, pa ne uporabljamo. Kakšni bi mi intelektualci bili, če bi uporabljali internet?
če bi prebrali resne tekste na internetu, če bi izkoriščali citate z interneta, če bi pozabili na Wikipedijo, posebej pa na vse tiste gadosti, gnusne zadeve, ki se pojavljajo na internetu. Vsi bi lahko bili vrhunski intelektualci, vsi bi doktorirali v treh mesecih, če bi uporabljali internet tako, kot je mišljeno bilo na začetku. In jaz se spomnim teh začetkov na ameriških univerzah v zgodnjih 90-ih pogovori, kako bomo napredovali neverjetno s tem, kar so že poznali internet in so ga že izkoriščali. Ne? Kako bo to popolnoma revolucioniralo celotno človeštvo, kako bo to prineslo znanje, napredek. Kaj imamo danes? Imamo Trumpa in ostalo. Ne? Imamo grozote, ki jih nismo niti v najčrnjih sanjah mogli zamisliti. Ne? Torej, en tak žanr, menipsko satiro, sem hotela živeti, da bi nam bilo lepše. Če bi bilo možno. Torej, to, kar se tiče žanra, zaradi tega je tako fragmentirano in zaradi tega pravzaprav, če spremljate te zgodbe, osnovna linija, ki se vleče skozi vse zgodbe, je ljubezen v različnih oblikah. In ena od ljubezni, ki je meni, moram priznati, zelo blizu in imam rada živali. Vse živali. In tukaj imam junaka slona, ki naj bi šel skozi Ljubljano in ki predstavlja tudi svoje prijatelje, živalske prijatelje. In celo poglavje je o živalih, kako živijo. In to je seveda na osnovi antičnih avtorjev, ki jih je zanimala predvsem živalska psihologija. Zakaj se živali tako obnašajo, kaj hočejo povedati in tako naprej. Torej, te zgodbe o ljubezni in potem pa tretji del, v katerem govorim z mrtvimi osebami, ki sem jih imela rada, nekatere pa mene niso, sploh ni pomembno, ampak jaz sem jih imela rada in potem pa odnos z njimi in pogovori z njimi in razlogi, zakaj sem jih imela rada. Tukaj je tudi ena ženska, ki je nikoli nisem spoznala, ki je živela v mojem stanovanju, dokler sem jaz bila v Ameriki oziroma prihajala v moje stanovanje, ampak se nikoli niso srečali in pa moja ljubezen do nje je ena od verjetno najmočnejših, ki sem jih imela, kar gre za popolnoma izjemno osebo. Torej, različne faze, različne možnosti, tudi homoseksualna ljubezen, različne ljubezni, ki jih variram in pa recimo Gustava Mahlerja ljubezni uči ena sraka oziroma vrana. Ljubljanska vrana. Tako da sem probala kakšnih 20 tipov ljubezni vnesti v ta roman. Vse te zgodbe, ne, vse te ljubezni, kot ste zdaj rekli, pravzaprav pa imajo to stičišče, da se vseeno tako ali drugače najdejo v Ljubljani, kaj ne? Ker Ljubljana je pa tisto osnovno izhodišče vseh teh zgodb, ki se zdi, da tudi vse te zgodbe tako ali drugače preči in ki je glavni dogajalni prostor, ne, tukaj. Zakaj torej od Grčije do Ljubljane? Oziroma bi rekli mogoče, da je pristop grški med tem, ko je izdelava lokalna, ljubljanska. Ne, zame Ljubljana skupaj z Ljubljanico izhod iz spodnjega sveta. Oziroma en od vhodov v spodnji svet. In to je neki konec, ki se je končal, ki je končal vsako bivanje v Grčiji, se je končalo s tem, da sem končala v Ljubljani. In to je ta občutek, da si nekje v nekem prostoru, ki ga imaš rad, ampak na nenavaden način, ker veš, da je to konec, veš, da je to tisti končni prostor, v katerem boš ostal. In pa to je ne ostal zavedno, nasprotno, ampak ki vsakič označi konec potovanja in prenos tistega, kar sem preživela na potovanju nazaj v Ljubljano. In vsakič presenečenje. Zakaj sem to prenesla, za Boga miloga? In kaj bom s tem v Ljubljani? In pa Ljubljana kot res če hočete, je konec reke. Zame. Konča se v neki jami in pa to je to. To je vhod v spodnji svet in iz tega sveta prihajajo duše in za mene je pač ta prenosnik, ta ladjar, ključni lik v romanu in to je povodni mož, ki ga jaz vidim popolnoma drugače kot Prešern, ni neko bitje slinavo zeleno, ampak je nasprotno zelo privlačen moški. Pravi brodar.
Kot gastarbajter, ki se vozi iz Gorice v Ljubljano delati, lahko pritrjujem, da je občutek natanko tak, kot da bi se spuščal pod zemlje, ko prideš iz sončne Vipavske doline, potem... Ja. Drugače pa ja, te dve zgodbi o povodnem možu so za moj pojemec dve genialni reinterpretaciji tega starega slovenskega mita, ne? In jih zelo priporočam. Tudi kot način branja, mogoče, zdaj smo se prej pogovarjali, da je specifika njenega romana tudi ta enciklopedičnost, fragmentiranost, ker je vsako poglavje samostojno in jaz sem ga tudi bral tako po kosih, tako kot me je, kako bi rekel, radovednost gnala. In Povodni mož je odličen začetek branja, tudi če se nahaja zgodba potem v drugi polovici. Ne. No, sej, na eni strani imamo to fragmentarnost, po drugi strani pri tebi imamo pa konkreten fragment in ta konkreten fragment je tale slavna črepinja, ki pa se zdi, da svojega junaka na nek način vseeno zadržuje v enem takem magičnem krogu, ker kot si rekel prej, ne, zgodba se začne na ladji in se tudi konča na ladji, oziroma ima en končni dodatek, ki pravzaprav zgolj obljublja nova potovanja po istem območju, se pravi po Grčiji. Ne. Tako da se zdi, da po eni strani je svoboda, potovalna svoboda tvojega junaka vendarle zamejena v ene te okvire, kot da se ne bi mogel rešiti nekega posebnega prekletstva. Je to slavno prekletstvo črepinje? Več stvari, zelo dobro vprašanje, več stvari. Najbolj kratek odgovor bi bil, da ja, ker je to, kako bi rekel, človeška usoda, da citiram Kazancakissovo poezijo Itaka, ne, vse te kiklope, polifeme, himere in vse te pošasti, ki krojijo grško domišljijo in jih tudi danes poznamo kot prototipe monstrumom pošasti, vse ta bitja, vse te prepreke si sami mečemo pod noge. Ne? To je Kazancakissova, recimo, reinterpretacija starogrškega mita. In v tem oziru seveda je on sam si vsa ta polena vrgel pod noge in tudi tista črepinja jo je našel, še preden jo je zares našel. Naj pojasnim. Deva se vprašati, ime česa je črepinja, ne? Ime česa je črepinja. Bom zopet preko enega ovinka. Dve močne literarne referenci, ki so mi bile za zgled za junakov, protagonistov, odnos do črepinje, ki jo najde do tega enega objekta, predmeta, okoli katerega razvije pač neko obsesijo. Ne? To je tudi ena zelo, mislim, da zelo obče človeška izkušnja tega, da najdeš eno reč, ne, ki potem ti v nekem danem trenutku, v kateri se potem zgosti, ne, lahko celotna tvoja usoda. Ne. Dve literarne referenci, no skratka, ki so mi zelo ves čas hodile po glavi, sta bile seveda zopet Donna Tartt, tokrat ne Skrivna zgodovina, ampak Lišček, ne, in zgodba tega protagonista, ki se zaradi travme tega, da izgubi mamo v newyorškem muzeju, potem naveže na tisto sliko, ki mu potem funkcionira kot neka nadomestna popkovina in vez z mrtvo materjo. In od tod, recimo temu, razlog za njegovo obsesijo z lepoto te slike starega flamskega mojstra in vse, kar iz tega sledi kot plot-wise pač zgodba romana. Na drugi strani pa, mogoče, to popolnoma drugačna zgodba, to je pa roman Tempelj zlatega paviljona japonskega avtorja Yukija Mishime, kjer gre za zgodbo psihotičnega meniha, ki je tako obseden z lepoto tega templja, da ga na koncu požge. Ne? In se potem, ko se zave svojega dejanja, poskuša narediti seppuku in to preživi in potem postane klinični primer. Roman je namreč narejen na podlagi resničnega primera, enega izmed prvih pravzaprav klinično popisanih primerov, recimo temu moderne zgodovine Japonske. In mi je služil predvsem za protagonistov odnos do tega fantastičnega, dejansko obstoječega Apolonovega templja v Basaje na Peloponezu, kjer sem že samo za izhodišče hotel vzeti, ne, res mislim, da je turizem od vseh grških otokov najbolj pokvaril Atene kot mesto, ker je razkičil to mestno jedro z Akropolo in vsem skupaj. In absolutno nisem hotel umestiti v zgodbe, ne, ker bi to bilo res preveč kičasto. Hotel sem en umirjen sajt, kamor ne gre veliko ljudi, če sploh kaj.
In tisti tempelj mi je od vseh teh potovanj v Grčijo ostal v spominu in res priporočam, če boste imeli to priložnost potovati po Grčiji, po Peloponezu, da se ustavite pri tem, ker je res nekaj čudovitega, ki lahko izkusiš še mogoče malo tiste tišine, ne, ki prežema zelo religiozno lokacijo, če lahko tako rečem, tam v hribih in kjer slišiš, lahko zaslišiš to, te starogorške zvoke, kakor jih še niso povozili moderni tehnološki zvoki ali pa cerkve in podobno. To, kar sem hotel reči, je, da imamo lišček slika starogorskega flamskega slikarja, na drugi strani japonski tempelj, ampak to so dve celote. Ne. Jaz sem hotel samo fragment neke celote, samo košček te celote, zato ker se mi zdi, da najbolje uteleša to, kar je potem tudi obče človeški problem, če hočete, in to je, da vedno, ko poskušamo zajeti vse, ne, ker to je ena človeška obsesija, želja hoteti vse, vedno nam ostane vsaj en košček, ki ga ne moramo imeti. Ne. In črepinja je ime tistega koščka, ki ga ne moramo imeti, kljub tej obsesiji in posesivnosti, da hočemo imeti reči in kdaj pa kdaj tudi ljudi. In to, da je ta košček pač fragment, ne, je vezan tudi na tisto mojo obsesijo recimo z grškim jezikom, ki je tako pač volatilen in neoprijemljiv, da ga lahko dojamemo samo po koščkih, po fragmentih. Ne. In naprimer imate to, dobro bom kot filozof eno filozofsko referenco vendarle navrgel, ne, imate ta slavni fragment iz Parmenidovega poema o naravi, ki se glasi, ne, kaj ti misliti in biti je isto. Ne. Ampak to je fragment. Imamo 3 pikce prej, 3 pikce kasneje. Ne glede na to, da mi ne vemo, kaj je prišlo prej in kaj kasneje, ne, je to postal nosilni stavek celotne zahodne filozofije. Ampak kaj pa, če je Parmenid rekel, napačno je misliti in biti, da je isto. Ne. Ali pa misliti in biti, kaj ti misliti in biti je isto samo za nevedneže, ali pa kakorkoli. Mislim, kaj pa če je to napačen stavek, ne? Napačna predpostavka, z katere izhajati. Ne? In to je past, recimo, v katero se ujame protagonist, da misli, da je ta črepinja celota. V bistvu zdaj razmišljam, da vajini deli na nek način komplementarni. Ne? Na eni strani je tukaj črepinja, ki ponazarja tisto nedosegljivo, tisto, kar je več od celote, tisto neimenljivo in tako naprej. Ne? Na drugi strani pa kopica fragmentov, ki opozarja na to, da je pravzaprav, kaj bi rekli, realnost vedno fragmentarna in da bodo zaradi tega zmeraj koščki, ki jih ne bo mogoče povezati v celoto, oziroma da bodo tukaj vedno ostala prazna mesta. Ne? Na eni strani zavedanje praznih mest, na drugi strani poimenovanje tistega čudežnega koščka, ki je prazno mesto, ampak brez celote naokrog. Meni je najlepša metafora tega je tista igra, ki smo se igrali še v 80-ih, mislim, da je bila ob toku, potem je nisem več videl, tista, ko si sestavljal koščke puzzla, ne, ampak zato, da si premikal posamezne ploščice, si mogel imeti eno prazno, ne, in vedno ti je ostala ena prazna, ne. To je ta črepinja, ne. Ja, eno je seveda, črepinja mi je dala zelo, zelo misliti, ko sem brala tvoj roman. In pravzaprav je to zame nekako postala metafora teksta v celoti. Ker antični ostrakon pomeni fragment zlomljene posode. To je črepinja v pravem smislu. In pa ostrakizem je bil proces, v katerem je vsak državljan, ki je hotel, ki je ta dan prišel v parlament, vpisal ime tistega, za katerega misli, da je najbolj škodljiv za državo. In pa črepinje, ki so ohranjene na Agori, na mestu, kjer se je to dogajalo, kjer se je to po priliki dogajalo, so odkrili grafologi, da so neke črepinje napisane z isto roko. Se pravi, da je nekdo bil nepismen ali pa ni dobro videl, pa je nekoga zaprosil, da mu napiše ime. In pa tam je napisal morda to ime, morda pa neko drugo ime. Malverzacije z demokracijo izhajajo že. Ja, to je pač.
In pa znana anekdota, ki je verjetno resnica, Aristid, ki je bil znan kot najbolj pošten Atenc in ki so ga ostrakizirali in je moral ven iz države, je srečal nekoga, ki ga je zaprosil, da izpiše ime na črepinji. In Aristid je vprašal, katerega hočeš, da vpišem. In ta je odgovoril Aristid, ker ga ni prepoznal. In tam mu je pošteno vpisal Aristid svoje ime. Torej, to, kar se dogajalo z Ostrakonom, je, če hočete, vprašanje avtentičnosti, vprašanje avtorstva, vprašanje arbitrarnosti, vse elemente, ki so pravzaprav v osnovi vsake teorije teksta. Tako da ta metafora Mirtova me je res navdušila. To je pa res pomen, ki je neverjetno širok. In drugo, ti imaš v romanu en del, upam, da je to tudi v zadnji verziji, kjer ti pravzaprav daješ neko zgodbo o črepinji, o mladeniču, o potovanju, o Kreti. Izjemno zanimivo. In to nam že spet govori o tem, kako je tekst arbitraren, ampak obenem, kako je odvisen od slojev kulture, ki jih pisatelj ima. In pravzaprav v mojem romanu, da to povežem, je osnovna ideja ta, da ljubezen ja, ampak moraš ji zapisati. Ni ljubezni, če je ne zapišeš. Pisanje, umetniško delo, slika, glasba, v primeru Mahlera, ljubezen ne obstaja, če jo ne vpišeš v umetnost. Oziroma, seveda obstaja, ampak prava vrhunska ljubezen je tista, ki jo zabeležiš v umetnosti. Tako da, to je neka ideja, če hoče, izrazito pretenciozna, tako kot ideja, da vsi moramo biti modreci in doktori zaradi interneta, ampak ja, to je možnost, moramo biti pametnejši, to je naša dolžnost. In seveda na najnižjem nivoju, ja, črepinja, dajmo ostracizirati nekateri in potem pa imeti splošne volitve loterijo. Mislim, da je bila to pravzaprav idealna misel, da zaokrožimo tudi ta večer in da naše potovanje na nek način pripeljemo na konec, ki je hkrati izhodišče, kar pomeni tudi, da je zdaj idealna priložnost za vse vas, če ima kdorkoli med vami vprašanje za nocojšnja gosta, gospod Svetlano Slapšak in gospoda Mirta Komela. Če ni vprašanje, meni so odgovor. Aha, odlično, saj se mi je zdelo. Upam, da bo odgovor vseboval črko H. Bo, ker je protagonist odgovora je Halep. Vem, da ste že malo naveličani Holoba, bomo pogovorili o horeškem Halebu. Še ena črepinja v dolgem nizu metafor je pač ta. Na dan, ko sem imel prvo predstavitev romana, je prišel sveže iz štampa in slučajno ima novomeška Goga štamparno oziroma tiskarno v Novi Gorici, kakšno ključe. In tako da smo lovili tisti zadnji dan, in da sem šel jaz osebno v tiskarno na jutro dneva, ko sem zvečer imel predstavitev romana in sem dobil to škatlo knjig za v knjigarno, jo postavil na zadnji sedež avto, ravno sem jo odprl, da sem pogledal, a res obstaja, to je ta avtorski, ki imaš preveriti, a res je knjiga zdaj. To in se en Halep podela na streho od avta. Eno tako fajn tortico je spustil. In zdaj jaz z mojimi temi starogorškimi nagnjeni, a je to dober znak, a je slab znak, mislim, kaj zdaj to pomeni? In to me je begalo, cel dan me je begalo. In vsakega, ki sem srečal, sem tako v tisti dan, ko pride knjiga ven, mislim, to je res tako zelo histeričen sem bil na tisti dan. In vsakega sem sprašal, kaj misliš, da je to dobro? Ne, to je ponovadi dober znak, so mi eni. Eni tako, ja, ne vem, jaz že paničen. In potem na samem literarnem večeru, ko sem na samem literarnem večeru, ne vem, kako sem se zaradi enega stavka od moje sogovornice, sem se potem spomnil, pa sej v romanu nastopajo galebi. Ne vem, če je bil ta. Ne?
zdaj je, tisti stavek je zadnji stavek zdaj postal. In zadnji stavek romana se glasi: Galebi so nas začeli preletavati, kar pomeni, da se bližamo kopnemu. Hvala, Mirt. Za to anekdoto. Ker sva Goričana, moram še jaz dodati svoje. Namreč mi imamo en rek, ki dejansko pomeni, da ti nekaj prinese srečo, in ob tej zgodbi sem se spomnila na to. Vsem pričujočim pa se že vnaprej opravičujem za vulgarnost. Se ti je ustralo. Tako se pri nas reče, ne, da ima nekdo srečo. Skratka, evo. Najlepša hvala Svetlani Slapšak, najlepša hvala Mirt Komel, najlepša hvala vsem vam. Kot ste nocoj ugotovili, sta to res dve literarni deli, ki jo je treba brati komplementarno, zato ker se tako lepo dopolnjujeta in tako lepo ena od druge odbijata, da ne moreta ne nastopati skupaj v paru. Skratka, hvala še enkrat.